Pozdravljeni vrtičkarji, nahajamo se v naši soseski in odkrili smo najbolj trdovratnega škodljivca pušpana. Pušpana dejansko v zadnjih letih napada pušpanova vešča, ki je v Slovenijo prišla, vsaj strokovnjaki tako predvidevajo, s sadikami iz Kitajske. No, v zadnjih letih je prišlo do prerazmnožitve in opazili smo jo tudi na pušpanu naše sosede. No, kar se tiče ukrepov proti pušpanovi vešči, moramo jim temeljiti, hitro ukrepati. Najbolje je, da to naredimo že v mesecu aprilu. Pušpan treba pregledati. Tukaj vidimo dejanske poškodbe pušpanove vešče, odstraniti, se pravi, vse te poganjke, ki so napadeni. Priporočljivo je občasno tudi spiranje, lahko tudi sesamo, nekaj dela opravijo tudi ptice, zato v zimskem času dejansko poskrbimo, da imajo nekaj hrane, hvaležne so tudi za postavitev gnezdilnic in tako nam v tem času, se pravi od pomladi pa do poletja, enostavno skrbijo, da je tudi pušpanova vešča manj. Ampak to dejansko ni dovolj, ker pušpanova vešča v našem okolju nima pravih naravnih sovražnikov, zato moramo ukrepati z insekticidi in to najbolje kar v aprilu, kajti tukaj gre v aprilu, opazimo prvi rod pušpanove vešče, potem med letom pa se nam lahko še 4-krat, lahko tudi 5-krat prerazmnoži. No, kar se tiče uporabe insekticidov na manjših in tudi večjih grmih, živih mejah, uporabljamo kar sistemične insekticide, ki delujejo proti grizočim in sesočim insektom. Tako smo najbolj učinkoviti na manjšem grmu, dejansko grm kar razpremo, seveda prej izrežemo in potem dodobra poškropimo grm. Enkratno tretiranje dejansko ni dovolj, najbolje, da to naredimo 2-krat in v presledku tam teden dni. To se pravi, da zatremo en rod, če se nam gosenica še pojavlja, ponovimo. Seveda pa je priporočljivo, da z pripravki škropimo tudi pri sosedih, kajti tako dejansko dosežemo učinek. Dodal bi še to, da je pušpan tradicionalna rastlina v slovenskih kmečkih vrtovih, tam se pojavlja že stoletja, najdemo v parkih, zasebnih vrtovih, zato je dobro, da preprečimo škodo tega invazivnega škodljivca, ki nam resno groža to prelepo rastlino.